Torej, današnje predavanje, v resnici bi si želel, da bi ne bilo predavanje. Ne. Zdaj, gledam sicer, kdo je med nami, ki me poslušajo. Kar sem si želel, je v resnici predavanje takšno, da bi dejansko bi ga skupaj s slušatelji, skupaj sestavili in v resnici vse tiste stvari, ki jih bomo in bodo dejansko peljalo nas tako rekoč po neki inženirski poti delanja, ustvarjanja nečesa, kar je skrivnostno skritega v tem naslovu. Tako da se priporočam za vsakršno odziv iz publike, posebej takrat, kadar bom kaj vprašal, kakšno vprašanje, ker verjamem, da bo vprašanja, ki jih bom postavljal, so relativno preprosta oziroma so odgovori na ta vprašanja relativno preprosti. Sem še malo, nekaj moram še narediti. Tole me še moti. Okay. Takole. V redu. Zdaj, o čem se bomo pogovarjali? Pogovarjali se bomo o naslednjem izzivu. Ne? Izziv je sledeč. Imamo neko stvar, nekega kupca in nekega prodajalca in kupec bi od prodajalca rad kupil dobrino, kakršnakoli že si bodi in zato seveda bi rad kupil, ne? Prodajalec bi pa rad zaslužil. Ne? Iz tega ven sledi to, da pač morate se dogovoriti, na kakšen način bo prišlo do plačila oziroma da bosta oba dva zadovoljena. Hkrati si pa kupec zdaj želi neke stvari in hkrati tudi prodajalec neke stvari. Prva stvar je, kot kupec si ne želi puščati podatkov, kje in kaj je kupil. Ne? Torej, želi to, da nihče ne ve, kaj on kupuje in kje on kupuje, da bi ga se pač na ta način ne dalo profilirati. Gre za neko stopnjo zasebnosti. Poleg tega si pa želimo morda, da bi še ta naš postopek plačevanja ocenil sam proces nabave, nakupa dobrine, kakršnekoli že si je. Kljub temu pa osnovna zadeva, ki pa jo seveda morata oba dva zagotoviti, ne, je pa to, da bo na koncu bosta izmenjala sredstva, se pravi denar in da bo dobil kupec dobrino. Temu, da bosta to naredila, bomo rekli s preprosto besedo pogodba. Zdaj, verjetno vsi poznamo rešitev tega, da nikjer ne puščamo sledi o tem, da smo karkoli kupili. Ne. Verjetno to ni kakšna posebna raketna znanost, ne, ampak običajno, če ne želimo puščati sledi o tem, da smo karkoli kupili, uporabljamo kaj? Ja, uporabimo pač gotovino. Ne? In če plačamo z gotovino, potem je potem na ta način ne prodajalec, nihče ne more vedeti, kje smo kupili in kaj smo kupili, seveda samo izplačila gotovine. Zdaj, ena zadeva, ki nas bo peljala skozi celotno današnji pogovor oziroma današnjo potovanje, je tale uporaba barv, še toliko morda v lažje razumevanje in sledenje. Spodaj desno, zdaj moram pa jaz tole, če bo tole delano. Se vidi? Se kaj vidi? Ja, se vidi. Ja. Zdaj ja, ne? Ja. Ja, ok. Super. Torej, v rumeni barvi bodo izzivi, ki jih bomo mogli razrešiti za to, da bomo dosegli cilj. Cilj je napisan tukaj zgoraj, ne? V rumeni barvi je pa zadeva, ki jo moramo razrešiti, da bo ta cilj dosežen. To je tipično inženirski pristop, kjer najprej si zastavimo cilj, ki ga želimo imeti in potem pogledamo, kaj so tiste stvari, ki jih moramo zadovoljiti za to, da cilj dosežemo. Pri tem bi še opozoril na to zadevo, da je to seveda ni celovita zadeva, ampak vsaj nekaj malega pa dejansko bomo koncept razvoja rešitve bomo pa le spoznali. Torej, medsebojno zagotovilo, da bo izdelek plačan, ne, mora biti takšno, da sta oba dva zadovoljna
In v tem primeru, če plačujemo z gotovino, imamo pa tukaj v oranžni barvi zgoraj napisano, katero zadevo zadovoljujemo, in če zadovoljimo tisto zadevo, potem smo rešili problem. Zdaj stvar zgleda, kot da smo povsem rešili problem in lahko zapremo in gremo na čaj ali pa na kavo ali pa žal ne moramo iti skupaj na pivo. Čim je pa zadrega? Ja, osnovna zadrega, ki nam je ostala, je v tem, da to sicer deluje v primeru gotovine, če pa imamo splet, se pa stvari zataknejo. Če gremo preko spleta, pa zadeve ne moremo z gotovino preprosto plačati. Zdaj, če hočemo plačati preko spleta, kaj pa pol uporabljamo? Potem pa uporabljamo razne druge načine plačilnih sredstev in eno, s katerega bomo izhajali na današnjem pogovoru, na našem potovanju, plačevanje s kartico. Zdaj, če plačujemo s kartico, potem kartica deluje prek spleta, več ali manj, tako ali drugače. Zdaj, zato, da bo prodajalec zagotovil, da ima plačilo zagotovljeno, mu to zagotavlja banka. Namreč tisti trenutek, ko mi sporočimo svojo številko kartice, prodajalec, oziroma ko pride do transakcije, transakcijo se izvede preko banke, banka zagotovi s tem tudi prodajalcu, da bo plačano in stvar je rešena. Zdaj, kako pa je kupec zagotovljen? Dobi pa neko vrsto ali e-računa ali e-potrdila oziroma nekaj takšnega, kar s čemer bo potem lahko izterjal od prodajalca dobrino, ki jo je kupil. Zdaj, kaj smo pa s tem dosegli? Kje imamo zdaj probleme? Prvi problem, ki ga imamo, je to, da prodajalec si lahko na podlagi številke naše kartice, recimo, ki je tukaj napisana, ali pa imena in priimka, zapomni, kdo smo mi in nas lahko preprosto profilira oziroma pomni, kdo smo. Zdaj, zakonodaja sicer to lahko prepoveduje, ampak s tem nismo pravzaprav rešili prav ničesar, ker strici in tete, ki to delajo, pač delajo lahko še zmeraj kakorkoli hočemo in bi raje kakšno tehnološko rešitev imeli, kjer to bi ne bilo možno. To je prvi problem. A je še kakšen problem? Ja, seveda, problem je tudi v tem točki tukaj, ko banka potrjuje, da bo prodajalec dobil plačano plačilo. Zdaj, v tistem trenutku tudi banka ve, kje pa kaj kupujemo. Zdaj, celo banka nas lahko profilira, oziroma ugotovi, ali smo pri njih ali nismo pri njih, oziroma kje kupujemo, oziroma kje ne smemo kupovati. Ja, res je, zakonodaja lahko to prepoveduje, ampak mi bi raje spet imeli zadevo, ki bi bila tehnološko boljše podprta. To pa še ni vse, Problem je pa še tudi tale del tukaj. V tem delu, ki je tukaj, zdaj, kako zagotoviti izdajo izdelka, je v resnici na koncu moramo imeti neko e-račun oziroma e-potrdilo. E-račun ali e-potrdilo je pa dejansko proizvod nečesa, kar se imenuje, kako verjeti, da bo ta e-račun oziroma e-potrdilo resnično, oziroma veljavno. Zdaj, kot sem omenil, je bilo, kar zadeva predavanja, je namenjeno verjetno ne takim kolegom, ki so tukaj, kot jih vidim, recimo Vito, pa še kdo drug, Milan in tako naprej, ki že vse te stvari vejo, ampak vseeno, dajmo pogledati, pretvarjamo se, da je Vito v srednji šoli, pa da ne ve čisto dobro, kako bi zagotovil takim, kako verjeti e-računu. Na srečo, kar zadeva tega verjetja e-računa, lahko prevedemo v bistvu na eno drugo stvar. Če se spomnimo, na prejšnji prosojnici smo govorili, da na koncu skleneta oba dva neke vrste pogodbo in zdaj vprašanje je, ali kako zagotoviti veljavnost te pogodbe, oziroma kako verjeti. Osnovno orodje pri tem je preprost primer asimetrične kriptografije, ki jo večina verjetno poznate, in na podlagi te asimetrične kriptografije, da ne gremo v podrobnosti, si bomo pogledali, kako dejansko deluje za vse tiste, ki morda v tem niso kaj preveč, ne poznajo zadeve. Zdaj,
barva prosojnice je rjava oziroma rdečkasta. Zakaj? Zato, ker v tem trenutku bomo mahali z rokami, ne bomo ničesar pokazali, ampak bomo samo se naslonili na recimo že dokazane ali pa izpeljane druge izdelke, ki to omogočajo. Pri simetrični kriptografiji imamo opravka z javnim in zasebnim ključem, pri čemer Peter ima javni in zasebni ključ, pa Špela ima svoj javni in zasebni ključ. In to, da je ključ javni, pomeni samo to, da Peter svoj javni ključ vsakomur lahko zaupa in Špela svoj javni ključ seveda vsakomur zaupa, medtem ko pa oba svoje zasebne ključe hranita pri sebi in jih nihče drug ne pozna. Zdaj, če je to res, potem poleg tega imamo pa poleg javni in zasebni ključ sta pač neki dve številki. Velja pa še sledeča zadeva, da imamo neko funkcijo, ki bomo rekli asimetrična kriptografija, ki ima eno zelo zanimivo lastnost. Namreč, če vzamemo javni ključ in neko besedilo, ga seveda lahko zašifriramo oziroma spremenimo za asimetrično kriptografijo v neko drugo nerazberljivo zadevo. In če to nerazberljivo zadevo z zasebnim ključem odšifriramo, dobimo nazaj besedilo. Enako velja tudi v obratni poti, se pravi, če vzamemo zasebnim ključem zašifrirano zadevo, jo lahko potem z javnim ključem odšifriramo nazaj v besedilo. Z drugim besedam, javni in zasebni ključ sta krasen par, ki jih lahko uporabimo v dva namena. In te dva namena sta v bistvu posledice teh zgornjega uporabe. Prvi primer je v tem, da če vzamemo, zavedati se moramo od nečesa. Javni ključ je vsakomur poznan. To se pravi, kdorkoli lahko z našim javnim ključem izvede tole. In ko to izvede, pridemo do besedila, ki je dejansko se ga ne da razbrati, se ga ne da prebrati. Tako besedilo je dejansko zašifrirano. In kdo ga lahko odšifrira? Smo mi, ki imamo zasebni ključ, ker ne pozabimo, zasebni ključ je seveda lasten Špeli in Petru in ga nikomur drugemu ne poznata. Po drugi strani pa lahko Špela in Peter s svojim zasebnim ključem besedilo zašifrirata, ki ga pa lahko kdorkoli odšifrira, ker vsi poznajo njune javne ključe. Zdaj pa tako, to šifrirano zadevo ni nobenega posebnega smisla, ampak ima pa le en pomen. Namreč, če z javnim ključem od Špele lahko neko stvar odšifriramo, pomeni, da je tisto šifriranje te zadeve lahko izvedla samo Špela, ker ima Špela svoj zasebni ključ in nihče drug. Posledica to pomeni, da če Špela z zasebnim ključem za besedilo zašifrira, pomeni, da je to besedilo brez dvoma ona zašifrirana in nihče drug. Temu bomo rekli pa, da je besedilo dejansko podpisala. S tem najdemo dva načina uporabe asimetrične kriptografije, ki sta ključna v nadaljevanju naše zgodbe. Zdaj, samo besedilo šifrirati, pa predvsem v primeru podpisovanja je malce zoprno, zato ker besedilo je lahko poljubno dolgo. Nam pomoč pristopi še poleg kriptografije, simetrične, asimetrične kriptografije, še ena posebna funkcija, ki rečemo kriptografska razpršilna funkcija, ki ima nekaj osnovnih lastnosti. In sicer je to, da vzame besedilo, iz njega dobi neko izraz, neko stvar in iz te stvari ne moremo nazaj dobiti besedila. To je njena lastnost. Pa druga lastnost je, da če vzamemo dolžino zapisa rezultata kriptografske funkcije nad besedilom, je bistveno manjša od same dolžine besedila. Zdaj, primeri teh funkcij je veliko. Ena je taka MD5, to MD pomeni Message Digest, to je ena starejša funkcija, ki se danes ne uporablja več toliko. Potem imamo pa še druge, kot so SH1, SH2 in tako naprej. In zdaj, če smo imeli prej v podpisovanju besedila na ta način, da smo uporabili to kot podpis besedila brez besedila, zdaj dejansko celo zadevo malce poenostavimo, namreč podpis besedila naredimo tako, da najprej iz besedila naredimo izvleček z razpršilno funkcijo, ki ga potem, z zasebnim ključem se opravičujem,
z zasebnim ključem zašifriramo. In to je dejansko podpis napake na prosojnici, podpisan. S tem dokazujemo, da je besedilo s tem podpisom v resnici se z njim strinjamo oziroma avtoriziramo, da je to besedilo resnično naše. Tako, toliko za osnovno zadevo. Zdaj posledično, kako verjeti račun v potrdilu, e-račun, e-potrdilo je naše besedilo, ki ga s kriptografsko funkcijo izračunamo iz nje izvleček, ga z zasebnim ključem zašifriramo in tista zašifrirana zadeva izvlečka je dejansko digitalni podpis e-računa oziroma e-potrdila oziroma v splošnem katerekoli pogodbe. Kje smo? Smo na tem, da plačujemo lahko s kartico, imamo pogodbo in ta pogodba lahko verjamemo, ker je dejansko podpisana strani obeh dveh strani, se pravi, je podpisana strani prodajalca in kupca. Tako, ostala sta še dva izziva, kako prodajalcev onemogočiti, da bi pomnil, kdo smo in kako in nas profiliral na ta način, in po drugi strani, kako onemogočiti banki, da bi vedela, kje in kaj nakupujemo. Zdaj, če se dobro spomnimo, kako je stvar funkcionirala, kaj je bila bistvena zadeva, da zdaj najprej se bomo ukvarjali z tem, kako prodajalcu onemogočiti, da bo vedel, kdo smo mi. Zdaj, kako je prodajalcu bilo onemogočeno v primeru gotovine, da bi vedel, kdo smo mi? To je bilo pač tako, da smo prinesli bankovce in tisti bankovci so bili vsakič, ko smo plačali, so bili pač druga številka in na nek način prodajalec ni imel možnosti bankovca posameznega povezati z nami. Zdaj, če stvar malo posplošimo na kreditne kartice, bi lahko dejansko isto stvar naredili tako, da bi vsakič posebej plačali z drugo kreditno kartico. Ker na ta način to je približno tako, kot če plačamo z različnimi bankovci, zdaj plačamo z različnimi karticami in številka kartice in podatki na kartici dejansko prodajalcu nič ne povedo. Zdaj, nositi toliko kreditnih kartic s seboj je seveda malce tečno, ampak bistvo je v tem, da kreditna kartica se na koncu koncev prevede na tole kodo tukaj le spodaj in če bi to kodo lahko menjali poljubno mnogo, pa tudi če bi bila lahko daljša, bi dosegli enako zadevo kot tukaj. Z drugimi besedami, vsakič, ko pridemo v nakup, dobimo neko drugo številko in z neko drugo kartico ali pa neko drugo številko plačamo in s tem onemogočimo dejansko prodajalcu, da bi si zapomnil, kdo smo. Problem rešen? Skoraj rešen, kar je problem, je zdaj, kako pride do te številke. Zato vsakič posebej do druge številke, zato imamo tehnologije, kar nekaj jih je, ene so tako imenovani enkratna gesla in podobne stvari, v katerih pač v tem trenutku se ne bi pogovarjali, pač do številke na nek način pridemo, da je enkratna in da se nikoli ne ponavlja. Zdaj, ni čisto preprosto, ker ta številka, ki je enkratna in se nikoli ne ponavlja, mora biti še nekaj drugega. Namreč zagotavljati mora to, da bo to številko pripoznala tudi naša banka, ki zagotavlja, da smo za transakcijo, ki bomo izvedli, dejansko tudi, da bomo za to transakcijo tudi, da bo ona potrdila, da smo v resnici, da je to, da bo prodajalec dobil sredstva. Zdaj, ostale nam seveda ta drugi problem, kako banka ve, kako onemogočiti banko, da bi vedela, kje in kaj kupujemo. Zdaj, kar zadeva kupovanja, banka hkrati mora vedeti, vloga banke je tle dvojna. Prva vloga je v tem, da je prodajalec prepričan v to, da bo dobil sredstva, da bo dobil denar, plačilo, za katerega nam bo prodal izdelek. To je ta najbolj osnovna in ključna vloga banke v tem postopku.
Zdaj, kako banka to ve, nekako mora biti v dogovoru z nami, da bomo mi vsakič posebej prodajalcu nekaj povedali, recimo te številke, in da bo potem banka na podlagi teh številk lahko kupcu oziroma se opravičujem prodajalcu potrdila, da če proda nam neko zadevo, bo potem prodajalec dobil tudi sredstva plačana. Namreč plačilo gre dejansko preko banke, kakorkoli že obračamo stvari, ne. Zdaj, kaj pa to z zornega kota banke pomeni? To se pravi, banka bo morala prodajalcu na nek način, ko bo ta sporočil banki, halo banka, tale in ta številka, za katero pojma nimam, kdo je, kupuje pri meni za toliko in toliko sredstev, tako in tako zadevo, potem bo banka lahko rekla, res je, to je v redu, lahko kupite, bomo mi vam plačali takrat, ko bo treba to plačati. Zdaj, ali to na takšen ali drugačen način, v tem trenutku se ne bi spuščali v takšne in drugačne kartice. Preprosto povedano to, izziv, ki ga zdaj rešujemo, je, da banka ne sme vedeti, ne bi želeli, da ve, kje in kaj kupujemo. Zdaj, kot rečeno, če hoče banka kakorkoli potrditi to, da bo prodajalec dobil plačno sredstva oziroma plačilo za tisto, kar nam bo prodal, banka mora znati povezati vprašanje, če bo dobil plačano z nami. Z drugimi besedami, ve, kdo smo mi. Zdaj, ko ve, kdo smo mi, šele v tistem trenutku lahko preveri, če imamo sredstva na banki seveda na voljo. Ja, seveda lahko obstajajo banke, kjer imamo neko geslo, ampak še zmeraj potem z tega gesla tudi še zmeraj lahko implicitno, da se ne pogovarjamo o tem, da lahko iz gesla ven tudi na nek način določimo, sicer ne mogoče z imenom in priimkom, ampak ne nazadnje lahko ugotovimo, kdo smo na podlagi tega, kar kupujemo. Zdaj, najbolj radikalna rešitev je seveda znebiti se banke. Če banke bi ne bilo, potem bi banka ne vedela, kaj se dogaja oziroma ne ve, kaj mi kupujemo. Zdaj, to radikalno rešitev naredimo lahko na različne načine, in najbolj osnovni način je tako, da pač vse stanje naših, koliko je naše finančno stanje, objavimo celemu svetu in cel svet je vesel in srečen in reče, Andrej pa ima dovolj denarja za to, da kupi 4 čigumije. Rešeno. Seveda je rešeno do te mere, da banka ne ve, kaj kupujemo in kje kupujemo, zdaj imamo pa en drug problem. Imamo pa ta problem, da zdaj naenkrat cel svet ve, koliko sredstev imamo, kar pa spet ni, kar bi si želeli. Zdaj, kaj pa zdaj? Pa gremo spet malo v eno rjavo barvo in se vprašamo, kaj pa dejansko pomeni tale prva točka tukaj. Kaj banka pove s tem? Banka samo pove, ne koliko sredstev bomo imeli, ampak dejansko banka pove, da je dovolj sredstev, da bo prodajalec dobil poplačan nakup naš. Zdaj, kako to narediti? Dejansko ni treba, da vsi vedo, koliko imamo mi sredstev na voljo, se pravi stanje naših sredstev, ampak lahko naredimo en majčkeno drugačen trik. Recimo, da smo nekoč v zgodovini dobili, da moramo plačati 10 evrov in da smo nekje dobili enkrat 7 evrov, pa potem smo 8 evrov dobili, pa 12 evrov, pa 24 evrov, pa ne vem koliko evrov. In ta plačila se dejansko, namesto da si jih shranimo na našem računu, hranimo samo podatek o tem, da smo dobili 7 evrov, pa podatek, da smo dobili 8 evrov, pa podatek, da smo dobili 12 evrov ali pa 15 evrov in tako naprej. Z drugimi besedami, ne hranimo stanja, ampak hranimo naše prihodke. Zdaj, če hranimo naše prihodke, potem lahko teh 10 evrov poplačamo iz 2 naših prihodkov. Namreč rečemo takole.
dragi moj prodajalec, ne, sicer vse vidijo, ne, ampak poglej, tukaj le piše tudi ne, da koliko je moje stanje, ampak da sem dobil enkrat en prihodek 7 evrov, pa tle sem dobil en prihodek 8 evrov. In zdaj te dva prihodka, poglej, bom jaz unovčil za to, da bom dobil pri tebi izdelek, ki je vreden 10 evrov. Sicer, ko se štejemo te dve zadevi skupaj, ne, je 7 plus 8 je 15, kar je, dobimo nazaj ne 3, ampak 5 evrov, ne, sem se napaka še to drugič. Zdaj bomo šteli napake v prosojnicah. Dobimo nazaj 5 evrov. Z drugimi besedami, ne, zdaj našo transakcijo, naš nakup, lahko popišemo na ta način. Kupec smo mi in povemo, za sredstva za nakup tega izdelka ali pa te dobrine bomo porabili sredstva, ki smo jih dobili v 2 plačilih in hkrati še bomo nazaj dobili nekaj denarja. Poleg tega, ne, pa bomo v tej transakciji še napisali, kdo in komu kaj še sklenili bomo pogodbo o veljavnosti transakcije. Z drugimi besedami, ne, ta trojka tam strajno stoji tam noter, seveda govorimo o 5 evrih, ne. Je še davek. Ja, davek pride malo kasneje, hvala za pripombo, jo bomo pol kasneje naredili, upal sem, da ne bo je pa res davek, no. Je pa en drug davek tukaj, ki ga bomo pol kasneje porabili drugje. Hvala. Davka, malo veliko je, ne, sicer, 10%, se to pa še ni tako hudo, no, dobrih 10%, to je pa boljš, kot pri nas, ja. Šalo na stran, torej našo transakcijo opišemo s tem, da imamo pač vse podatke o transakciji, kdo, komu, kaj, kje, kako, kdaj. Potem, iz česa bo transakcija plačana in kaj bo rezultat te transakcije. Zdaj, z drugimi besedami, ta transakcija z našega zornega kota je zopet prejemek 3 evrov, ki jih bomo potem v ta naš seznam zgoraj na vrhu nastavili. Zdaj, iz tega zornega kota, ne, smo stvari kar precej lepo razrešili. Ne. Razrešili smo jih na ta način, da naenkrat ni treba, da ves svet ve vse naše stanje trenutno, ampak samo na kak način mora vedeti, da smo dobili mi ta sredstva 10 in 7 in 8 evrov. To transakcijo seveda podpišemo, jo podpišemo kot pogodbo, oboje dvoje in stvar rešena, ne, da same oboje vemo, da smo stvari pravilno zapeljali. Same transakcije pa hranimo v nečem, kar se imenuje javna glavna knjiga. No, imenovali jo bomo JGK kot kratica slovenska, v angleščini se pa to imenuje ledger. Zdaj, ledger ali javna glavna knjiga je dejansko nič drugega kot spisek vseh transakcij, ki se zgodijo na tem svetu. Okay? In jo vsi vidijo in vsem na voljo. To je bila tista stvar, ko smo rekli, da smo banko izločili. Banke zdaj ne rabimo več, imamo to javno glavno knjigo, v njej so vse transakcije, vsakdo lahko preveri, če je transakcija v resnici obstajala za 7 in 8 evrov in prodajalec nam lahko potem na podlagi teh 2 transakcij, ki jih bomo na nek način unovčili proti njemu, postavi oziroma da proda izdelek. Pogodbo imamo, prodajalec lahko preveri na nek način, če bo denar na voljo, vsi smo zadovoljni, srečni in tako naprej. Malo mahamo z rokami in to mahanje z rokami je presnet nevarno, ker se bomo prehladili, ker je še narobe mahanje. Namreč, bistveno vprašanje v tem trenutku, kaj je v teh ostalih podatkih v transakciji. Namreč, če v teh ostalih podatkih piše, da je to, recimo, da je kupec Peter, da je Peter prejel 3 evre oziroma da je dobil 7 nekje drugih transakcijah, potem naenkrat lahko, ker je knjiga javna, nekdo pregleda celo knjigo in pogleda dejansko, koliko sredstev Peter ima. Ne? Kljub temu, da smo hoteli se znebiti tega, da bi vsi vedeli, koliko sredstev imamo, ne? Še vedno vsi vejo za naša sredstva, ker preprosto javno glavno knjigo pregledajo, pogledajo, kolikrat se Peter noter pojavi, se štejejo vse prihodke in reče, Peter je pa zelo bogat človek, ali pa ni bogat človek, ali pa ima toliko in tako stanje, takšno in takšno stanje njegovih stanje sredstev. Problem je v tem torej, ker je v
transakciji, v podatkih transakcije omenjen Peter. Zakaj pa je omenjen Peter? Ja, Peter je pa omenjen tam samo zato, ker drugače ne moramo videti, da je on resnici prejemnik sredstev. Zdaj, kako se bi pa tega znebili? Ne? Zdaj, če pogledamo javno knjigo, našo javno glavno knjigo, ne, je v transakciji, ne, se pravi v eni od teh vrstic, ki je tukaj le gor, to je ena transakcija, ena takšna vrstica, ne, navedeno, kdo je prejemnik sredstev. Zdaj, dejansko to zaradi tega, da lahko preverimo, če je resnici prejemnik sredstev oseba, ki bi ta sredstva rada v novi transakciji porabila. V redu. Obstaja pa ena drugo vprašanje, kaj pravzaprav hočemo vedeti? Hočemo vedeti, ne, ali je kupec, nam, ki smo prodajalec, verodostojno lahko porabi sredstva iz te transakcije, da bo poplačal nakup pri nas. To se pravi, mi se moramo samo znati prepričati, da sredstva, ki jih kupec trdi, da so njegova, so v resnici njegova in da je on upravičen do tega, da jih porabi. Ne? Zdaj, če je to res, ne, potem ni treba navajati identitete, ne, tistega, ki je dobil 3 evre. Samo tisti, ki je dobil 3 evre ali pa 7 evrov, mora znati pokazati, da je on resnici tisti prejemnik. Ne? Kako pa to dokaže? Ja, to smo pa že pokazali malo nazaj, sicer malo drugače smo rekli, ne? Dokaže lahko s tem, da dokaže, da je on dejansko podpisnik transakcije. Ker če je podpisnik transakcije, to lahko dokaže s tem, da lahko podpis razgradi ali pa kakorkoli že, ker ima samo on zasebni ključ, ne? Potem lahko zadevo, oziroma ker ima on zasebni ključ, lahko potem iz javnim ključem podpisanega transakcije lahko dokaže, da je dejansko on tisti, ki je lastnik tiste transakcije in on je tisti, ki je bil tudi lastnik, podpisnik teh stvari. Zdaj, kaj smo dosegli? Dosegli smo tako, da prodajalec lahko pomni, ne more več zapomniti se, kdo smo. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker vsakič posebej pridemo z drugo številko. Banka ne ve, kje in kaj kupujemo, zato ker banke preprosto ni več. Zdaj, kako verjeti, da je račun, res je račun in je potrdilo, pa je z našim elektronskim podpisom oziroma elektronskim podpisovanjem se stvar razrešila. Tako, to je zdaj iz zornega kota obdelave ene transakcije vse v redu, krasno, na nek način skoraj izgleda idealno, vendar se problemi pojavljajo jasno takoj naprej. Zdaj, prva zadeva, ki si jo bomo pogledali, v resnici imamo 2 problema, ki jih moramo še razrešiti, oziroma jih bomo razrešili v naslednje. Rok, imamo čas do nekje 7, je res? Roka ni? Okay. 7 do 7 je tole, ne, izlet. Halo, je še kdo tle? Drži. Drži, ok, super, hvala Vito. Torej, 2 problema, ki jih moramo še razrešiti. Zdaj, prvi problem, ki je zelo tehnične narave, ne? Ampak poglejmo si ga takole. To ni problem, ki se dogaja pri transakcijah, ampak je problem, ki nastaja, kadarkoli se izvaja več stvari vzporedno. Namreč te transakcije, o katerih smo se pogovarjali do zdaj, se vse dogajajo vzporedno. Vsakdo kupuje, plačuje, hkrati velikih je tistih, ki kupujejo, velikih je takih, ki plačujejo. Konec koncev ena sama oseba lahko hkrati v 2 konceh, v 2 oknih na internetnem brskalniku kupuje in plačuje v 2 različnih trgovinah in tako naprej. Torej, pridemo do enega od osnovnih problemov, tako imenovanega vzporednega izvajanja programa. Zdaj, tukaj na desni strani imamo, kako izgleda, recimo, bomo najprej naredili tehnično gledano, kako izgleda recimo večprocesorski sistem. Imamo prvi procesor, pa imamo drugi procesor, pa imamo pomnilnik, pa v pomnilniku imamo spremenljivko V.
In recimo, da je na začetku se vrednost spremenljivke v nič. Potem pa oba dva procesorja hkrati izvedeta tale ukaz. Ne. Zdaj, kakšna je vrednost spremenljivke v poizvedenem ukazu? Ne. Problem je v tem, kako se cela stvar izvaja. Namreč, takrat, ko katerikoli od procesorjev hoče spremenljivko v povečati za 1, njeno vrednost vzame, se jo preseli k sebi, jo poveča za 1 in za 1 povečana vpiše nazaj v pomnilnik. To je razumljivo verjetno, ne? Tle ni kakšne posebne umetnosti pa znanosti. In ker to oba dva hkrati počneta, je zelo zavisi od tega, v kakšnem vrstnem redu. Aha, zdaj pa jaz lahko tole po moje, sem nekaj. Kje si? Aha, si, ja. Pen. Ja. To se zgodi, potem se zgodi to, potem se nekaj poveča, tukaj pa tukaj, in potem se izpiše stvar nazaj noter, in se tukaj izpiše stvar nazaj noter. Ne? Zdaj, zavisi, v kakšnem vrstnem redu se te puščice dogajajo. Edina stvar, kar vemo, je, da se ne, kje si? Edina stvar, kar vemo, je, da se ta puščica zgodi pred to puščico, pa ta zgodi pred to puščico. Ostalo je povsem neznano. Ena varianta je seveda, da najprej se zgodi ta puščica, pa se pol ta puščica zgodi, pa se potem zgodi ta puščica in se zgodi tale puščica. V tem primeru bo prišlo do vrednosti 2. Zdaj vrednost A bomo zanemarili, ker bomo rekli, da na nek način pomnilnik zna biti toliko pameten, da ne morata hkrati oba dva si res pokvariti njegove vsebine. Večji problem je pa takrat, kadar se zgodi sledeča stvar. Najprej se zgodi tale puščica, potem se zgodi tale puščica in v tem trenutku oba dva mislita, da je vrednost V-ja nič. Jasno, ko se ta dva povečata nič za vrednost 1, vpišeta vsak svojo enko nazaj noter v pomnilnik in rezultat bo ta rdeč, ki pa je dejansko napačen. Prišli smo do problema, ki se dogaja neprestano pri vzporednem izvajanju, in sicer se imenuje ta problem neprekinljivost ukaza ali atomičnost ukaza. Tale ukaz tukaj si iz zornega kota programerja oziroma nekoga, ki je to napisal, si predstavlja, da se bo vrednost povečala za 1, ne glede na to, kaj ostali počnejo. Seveda to ni res, ne? V računalnikih to preprosto ni res in temu se je treba na nek način izogniti. Ali pa, ja, izogniti. Zdaj, kaj ima to veze z našim kupovanjem? Predstavljajmo si, da je neka transakcija, iz katere je ta oseba, ki smo jo tukaj, ko smo se pogovarjali, ki je plačala sredstva 7 evrov pa 8 evrov, da je ta transakcija je dejansko, piše tukaj 7 evrov je na voljo. Oseba, ki ima teh 7 evrov, ta cefizelj, lahko naredi sledečo stvar. Hkrati pri prodajalcu 1 in pri prodajalcu 2 razloži, da bo transakcijo za 7 evri koristil proti nakupu, hote ali ne hote to naredi, za nakup neke dobrine. Zdaj, ker oba dva gresta v tistem trenutku pogledati, če 7 evrov še tukaj na voljo, rečeta, ja, je na voljo, v redu, ti ni problema, pa kupi. Prišlo je do tako imenovanega problema, da hkrati je cefizelj dvakrat porabil ista sredstva. Prišlo je do dvakratne porabe sredstev. Kako se temu izognemo? Klasični način temu izogibanju temu je, da za to poskrbi banka.
Ampak mi smo naredili to krasno potezo, da smo banko preprosto izločili in smo rekli, zdaj pa banke ne maramo več imeti, zato da ne bo vedela, kaj mi kupujemo. Končni rezultat je potem, da naenkrat lahko super dvakrat porabljamo ista sredstva. Dobro. To je z zornega kota kupca v redu, z zornega kota prodajalca pa seveda ni v redu. Kaj pa zdaj? Ja, pravilnost transakcije, ki se izvaja, je ni samo odvisna od tega, ne more biti samo odvisna od tega, da je, če so sredstva na voljo, je odvisna od tega, če so sredstva na voljo, ampak je treba tudi preveriti, če so nasploh na voljo. Zdaj, ena varianta na temo bi bila verjetno, da nekdo postavi neko rezervacijo na tista sredstva in če pride rezervirana sredstva, potem preprosto jih ne moreš dvakrat trošiti, zdaj se pa zgodi, da so rezervirana, pa si jih pozabil odrezervirati, pa nikoli več ne veš, kako si to rezerviral in ta pot nam nekako ne vodi ravno v pravo smer. Zato se bomo poskušali pogledati raje, kako bi lahko pravilnost transakcije drugače izpeljali. Ja, banka, super. Kaj pa, če mi banko na nek način nazaj pripeljemo? Seveda banko bomo pripeljali nazaj ne kot banko tisto, ki bo vedela vse v nas, ampak samo v tej funkciji, da bo onemogočila dvakratno porabo in da bo potrjevala pravilnost naših transakcij, se pravi razpoložljivost virov. Banke nočemo, ja pa banko hočemo. No, v resnici pa dajmo malo drugače razmišljati, ne. Naredili bomo potrjevalca ali razsodnika o pravilnosti na ta način, da bomo veliko kolegov vključili v to zgodbo in bomo potem z njimi se ukvarjali, da nam bodo oni dejansko potrjevali pravilnost transakcije. Zdaj gremo spet v rdečo barvo in si pogledamo naslednji tehnični problem, to je problem bizantinskih generalov. Zdaj to verjetno večina vas pozna, ampak vseeno gre za sledečo zadevo. Problem bizantinskih generalov nima nobene veze z Bizancem, pa z Carigradom, pa s takimi stvarmi, samo ko se ga imenuje. Gre pa za sledeč problem. Imamo grad, ki ga je treba napasti, ali pa utrdbo, ki jo je treba napasti, in imamo v tem primeru 4 generale, ki morajo napasti ta grad. Problem, pri katerem so, je pa sledeč, ali naj napadajo ali naj ne napadajo. Namreč na nek način morajo komunicirati med seboj, kar pomeni, da lahko vsakdo pošlje komu drugemu svojega sla in reče, čuj, jutri bomo pa napadli, ampak zdaj, če ta pošlje sla iz tukaj sem, vprašanje, in potem naj bi sl prišel nazaj in rekel, sem povedal, potem oba v bistvu veste, da bo naslednji dan napadel, ampak dejansko, če pa slani nazaj, pa ne vemo, a je sporočilo prišlo na to stran, ali ni prišlo na to stran, celo več, problem je lahko na tej strani, ker če sporočilo pride na to stran, pa sel izgine na poti nazaj, bo on mislil, da je vse v redu, ta bo mislil, da ni vse v redu, na koncu ključna zadeva je odločitev o napadu, je treba na nek način pri nezanesljivi komunikaciji izvesti odločitev o napadu na utrdbo. Zdaj, da bi bila stvar bolj zapletena, je pa stvar takšna, da če ne napade vsaj polovica vojska, potem je sovražnik ali pa je branitelj gradu, utrdbe, tako dober, da v bistvu uniči tiste, ki so dejansko napadli, pa ni bilo soglasja. Kar potrebujemo nek algoritem ali pa nek postopek, ki bo na nek način vzpostavil soglasje o tem, ali kvorum soglasja, recimo 51%, da naj se grad napade, pri čemer utrdba napade, pri čemer je ta zadeva nezanesljiva, kar zadeva komunikacije. Barva je rdeča, ne bomo šli v podrobnosti, to je eno celo področje, ampak na koncu lahko rečemo samo to, da ta postopek obstajajo algoritmi, ki to omogočajo. Zdaj, soglasje v napadu je pa dejansko nič drugega kot to, da je to soglasje, da
zdaj nimamo več generalov, ne, ampak imamo nekaj, kar bomo imenovali razsojevalci, ne, razsodijo odločitev o tem, ali je transakcija pravilna. Z drugimi besedami, vsak od razsojevalcev lahko preveri, če je pravilna transakcija in če se jih dovolj strinja, da je transakcija v redu, potem jo potrdijo. No, zdaj, če je to res, potem ti razsojevalci na nek način nadomestijo banko in potrdijo pravilnost transakcije. Ok, no, kje smo zdaj? V tem javnem plačevanju, kupec ima zagotovilo plačila, ker je lahko prodajalec ima zagotovilo plačila, ker kupec lahko dokaže svojo upravičenost do sredstev iz določenih transakcij. Razsojevalci z tem algoritmom, s katerim se dobijo kvorum, zagotovijo potrjevanje pravilnosti in na koncu je še pogodba, ki jo dejansko vsi pravilno plačujejo, s katero sta oba dva zadovoljna, da veste, da bo dobrino dobil kupec in prodajalec to dobrino dobil sredstva. Če ponovimo, banke smo se znebili, banka nič več ne ve, česa smo se še znebili. Prodajalec nima pojma, kdo smo mi, ker dobi samo neko številko. Kaj še? Oboje dvoje so veseli in zadovoljni, ker imajo pogodbo, da bo o prenosu sredstev in nenazadnje prodajalec ima zagotovilo, da bo dobil plačana sredstva. Stvar zgleda kar v redu, ne? Razen v enem to vse skupaj pa sloni na javni glavni knjigi, v kateri so zabeležene vse transakcije od prapoka naprej. V redu. Zdaj pa pridemo do naslednjega problema. Kaj pa, če nekdo kakšno transakcijo malo gre popravljati? Z drugimi besedami, eno transakcijo zbriše v te javne glavne knjige. To pomeni z drugimi besedami transakcijo, v kateri je Cetizelj porabil 7 evrov za nakup sladoleda iz svoje bivše transakcije, zbriše, kot da tega sladoleda ni nikoli kupil, in bi potem on še enkrat teh 7 evrov ratu ponovčil. Približno tako zgleda, kot da tisto hrano za uš, ki jo v Butalah so kupili za špinca marogla, za špinco maroglo, ki so jo pač morali hraniti zaradi volitev župana, ker ona je tista ključni dejavnik, ki določi, kdo bo novi župan v Butalah. Recimo, da nekdo zataji, da bi želel to zbrisati iz cele zadeve. Zdaj, kako to zbrišeš? Če zbrišemo to vrstico tukaj, bomo naenkrat samo morali to štirko preštevilčiti v trojko, pa stvar rešena. No, skoraj rešena, Prva stvar je, da vpeljemo te številke. Zdaj, nespremenljivost transakcije bomo slonili na tem, da bomo transakcije oštevilčili in ko jih imamo oštevilčene, naenkrat ta štirka tukaj, če trojko zbrišemo, pač manjka trojka spredaj. Zdaj, kar pomeni, da je zdaj transakcija naenkrat ni več sama transakcija z vsem tistim, o čemer smo prej govorili, ampak vključuje tudi številko transakcije, pod katero je zavedena. In potem, ko podpisujemo transakcijo, ko jo potrjujemo, razsojevalci, ko jo potrdijo transakcijo, potrdijo tako številko zaporedno kot samo transakcijo. Zdaj, številka zaporedna je krasna stvar, iz tega, če imamo številke zaporedne, lahko tudi ugotovimo, kakšen je vrstni red, ampak vrstni red lahko ugotovimo tudi na drug način. O tem se bomo pač malo kasneje še pogledali. Kar pa je ključna zadeva, je pa ta, ne sme biti preprosto zbrisati te vrstice in hkrati ohraniti štirke na tem pravem vrstnem redu. Z drugimi besedami, preštevilčenje mora biti tako rekoč nemogoče oziroma izredno težko. Kako to dosežemo, bomo se pogledali malce kasneje. Zdaj pa pridemo do tega, kar smo že prej začeli govoriti. Dejansko mi ne rabimo številk, mi rabimo samo vedeti zaporedje transakcij, kot se je dogajalo najprej sol, pa pol mlada sol, pa pol hrana za uš, pa pol sladoled.
samo zaporedje. Ne. Zdaj, zaporedje pa lahko že na ta način vzpostavimo, če vemo, da je pred sladoledom bila hrana za uš, če je bila pred hrano za ušjo smlada sol in če je bila pred mlado soljo sol. Z drugimi besedami, te številke, ideje nadomestimo z podatkom ali z opisom ali z referenco ali s čemarkoli že je na predhodno transakcijo. Na ta način preprosto vrstni red transakcij ne obstaja, je enolično določen in jih ne moremo mešati med seboj. Seveda, da je nemogoče preštevilčenje. Seveda, v tem primeru, če nimamo številke transakcije kot del transakcije, ampak podatek o prejšnji transakciji, je ta točka B se bere, ne da je nemogoče preštevilčenje, ampak je nemogoče oziroma težko preurediti transakcije, vrstni red transakcij. Ok, no, gremo zdaj pogledati, kako transakcije narediti nemogoče oziroma težke. Zdaj, recimo, da imamo transakcijo, kakršnakoli že je, in iz nje izračunamo izvleček. Izvleček izračunamo tako, da vzamemo kriptografsko funkcijo in iz zadnje transakcije, to je vse tisto, kar smo podpisovali, pa karkoli že je, iz njega potegnemo izvleček. In zdaj našo novo transakcijo, ne pozabiti, ta sladoled, mora vedeti, da je hrana za uš pred njo. In kar naredimo, je iz hrana za uš potegnemo izvleček, ki ga bomo uporabili tukaj pri sladoledu namesto številke 4, da bomo se lahko sklicevali na prejšnjo transakcijo. Kar pomeni, da opis nove zadnje transakcije naredimo tako, oziroma jo definiramo kot opis sicer transakcije, ki ga dodatno opremimo z tem izvlečkom prejšnje transakcije. S tem smo zagotovili, da ne more biti pred to transakcijo novo, nobena druga, mora biti samo ta transakcija, oziroma je preverljivo, da je ta transakcija pred to transakcijo. S tem smo zagotovili neko zaporedje časovno transakcij. Ko imamo tako transakcijo narejeno, potem jasno pridemo spet do tistega problema potrjevanja, za katere smo se tako zaposlili bizantinske generale, ki nam bojo potrdili transakcijo. Sem pri tem, ko so potrjevali transakcijo prej, so pač potrjevali, ne samo, so potrjevali to, da ni bila, sredstva niso bila dvakrat porabljena, pa da so bila na voljo. Poleg tega so pa zdaj dodajo v svoj opis del in nalog, še to, da preverijo, če je ta transakcija, ki je tukaj, v resnici zadnja transakcija, ki je znana doslej časovno gledano. In če ni, potem te transakcije ne bojo potrdili, če pa je, jo bodo pa potrdili. Z drugimi besedami, oni morajo transakcijo potrditi. Zdaj pa, kako jo potrdijo? Potrdijo jo jasno z nekim podpisom. Zdaj, če je pa potrditev transakcije težko izračunljiva, pomeni pa sledečo stvar. Če se vrnemo tukaj na to stran in nekdo se igra s to transakcijo, ki bi jo rad pokvaril, če jo izbriše ven, pa če je težko naračunljiva potrditev te transakcije, jo bo moral najprej tole na novo naračunati, ker se je pa s tem tudi ta spremenila, bo moral tudi to na novo naračunati. Kar pomeni bolj globoko, ko jo bo začel spremembo delati, težje bo vse transakcije naprej na novo naračunal, da so točne. To je ena varianta, da je težko izračunljiva. Druga varianta je pa, da s tem, ko transakcijo potrdi, tudi odgovarja za svoj podpis. Zdaj, kako lahko odgovarja za svoj podpis, je stvar dogovora, na kakšen način se bi potrjevanja dogaja. Lahko s tem, da vloži neka sredstva, lahko s tem, da karkoli že je, lahko pa tudi s tem, da je potrjevanja oziroma zaupanja vreden potrjevalec. No in pridemo dejansko do tega, kar dela banka. Banka ni nič drugega kot zaupanja vreden potrjevalec in naš postopek cele zadeve bi tudi banka lahko počela, če bi mi banki zaupali, da bo zaupanja vreden potrjevalec. Torej, z drugimi besedami, naše transakcije smo dejansko pretvorili na to, da se samo, da na nek način rabimo samo neko strategijo potrjevanja transakcij in to je v glavnem tudi vse, kar potrebujemo. Zdaj, verjetno že vsi veste, da kam pes taco moli s tem današnjim pogovorom našim,
pes taco moli proti Bitcoinu. Ne. Bitcoin je ena od rešitev, ki uporablja točno takšen postopek, ki ga smo doslej zapisali, pri čemer je vrednost je samo potrjevanje pri Bitcoinu rešeno na ta način, da je težko potrjevanje. Zdaj, da ga je težko ponarediti. Ne. Imamo pa tudi druge podobne rešitve, ki pa dejansko podobne stvari počnejo. Zdaj, Bitcoin kako težko potrjuje zadevo. Zadeva približno tako izgleda. Ne. Prej smo rekli, da je naša transakcija sestoji iz opisa transakcije pa izvlečka zadnje transakcije pred njo. Pri Bitcoinu je ta transakcija dopolnjena z nekim polnilom. Vendar je to polnilo tako definirano, da je kriptografska razpršilna funkcija cele transakcije ima, še enkrat, je tako definirano, da mora imeti neko lastnost, ki naredi to, da če izračunamo kriptografsko razpršilno funkcijo na opisu transakcije, ima rezultat tega neko posebno lastnost. Recimo to, da je prvih 30 najmanjših bitov enako nič, ali pa 10 bitov enakih nič. Ne. Izkaže se, da če je kriptografska razpršilna funkcija relativno dobro definirana, potem tega polnila je zelo težko najti. Ne. Konkretne stvari se bi preskočili. In kdo to transakcijo potem podpisuje? Tisti, ki ustrezno najde to polnilo. Zdaj, iskalci polnila ga kopljajo, rudarijo za njim, zato pravimo, da so to rudari ali mining, in rudari dejansko iščejo to polnilo, ki bo potem to kriptografsko razpršilno funkcijo naredilo rezultat tega z določeno vrednostjo. In to je dejansko vse, kar se tukaj dogaja. Zdaj, do kje smo prišli? Prišli smo do tega, da imamo transakcije v glavni knjigi. V tistih transakcijah lahko posameznik dokaže oziroma, kako bi rekel, lahko dokaže, da je on lastnik oziroma prejemnik sredstev iz transakcije, s tem lahko porabi sredstva iz transakcije, od pravilnosti sredstev, o pravilnosti porabe bo poskrbel razsojevalec, ki v primeru Bitcoina ta razsojevalec mora ne samo potrditi to zadevo, mora še, je to potrjevanje relativno zapleteno, tako da mora najti takšno polnilo zraven, ki ima potem rezultat, katerega je posebna vrednost razpršilne funkcije. Ne. Zdaj, skaže se, da to stvar traja tako 10 minut ali pa 6 minut ali pa 20 minut, zavisi kako gledamo, da se tako polnilo najde. Zdaj, potem bi moglo biti ali pa možno bilo bi biti samo, da transakcijo lahko delamo vsako transakcijo, ne vem, na 10 minut ali na 6 minut ali pa na 5 minut. To je relativno neuporabno, zaradi tega več transakcij skupaj združimo v eno blok transakcij, in dejansko potem med seboj povezujemo bloke transakcij in ne posameznih transakcij, čeprav dejansko navidezno povezujemo posamezne transakcije. Kar smo dobili zaporedje ali verigo blokov in tem verigi blokov seveda se reče blockchain. Zdaj, v sami verigi blokov je dejansko mogoče, da pogledamo, kje smo končali, do kje smo prišli. V verigi blokov imamo transakcije, kupec, ki želi kupiti neko zadevo, navede vire, se pravi transakcije, iz katerih bo poplačana transakcija, potem prodajalec in kupec podpišeta neko pogodbo, na podlagi katere bosta izmenjala sredstva in dobrine, dodajo se podatek o zadnji prejšnji transakciji in vse skupaj potrdi razsojevalec oziroma kvorum razsojevalcev, ki doseže soglasje s pomočjo tistega bizantijskega pravila. To je skoraj vse, in to, da
pa namesto posameznih transakcij med seboj povezujemo bloke transakcij. Še 2 prosojnici pa bo konec. Prva je, kje to uporabljamo. Zdaj, vsaka uporaba kakršnekoli tehnologije je seveda mora biti praktična, ne, smiselno praktična. Zdaj, če je smiselno praktična, ne, recimo, če moramo počakati na to, da je potrditev naše transakcije izvedena, ne, potem vsakih 10 minut, potem taka transakcija dejansko ne moramo imeti takšen način plačila ravno za hitra plačila, ne vem, po 1000 plačil na sekundo ali pa kaj takega. Dejansko se potem ta tehnologija nekaj nadgrajuje in tako naprej, ampak v osnovi ena takšna omejitev pri primeru Bitcoina ni sprejemljiva. Je pa res to, ne, da je ta čas, ne, koliko čakaš, odvisen od načina vzdrževanja zaporednosti. To je tistega, kako hitro lahko potrjevalec oziroma razsojevalec potrdi, da je naša transakcija v redu, kar zadeva v zaporednosti. Ne. In če ta zadevo malo omilimo, ne, lahko teh 10 minut bistveno skrajšamo. V primeru banke, ne, ki dela tako potrjevanje, ne, se to zgodi tako rekoč v hipu, ne, ker bančne kartične transakcije so očitno zelo hitre. Ne. Toliko o praktičnosti zornega kota časa potrjevanja. Bistvena stvar, da povzamem, je, kako potrjujemo in kako soglasje vzpostavljamo, se pravi, kako se generali med seboj dogovorijo o soglasju. Druga zadeva je pa še ena malce drugačna posplošitev. Transakcija je lahko dejansko karkoli, pogodba o čemerkoli. Namreč takrat, ko se transakcija med kupcem in prodajalcem vzpostavlja, kupec samo reče, iz te in te transakcije bodo sredstva šla v to, tako smo si danes ogledali. To, da se preverja, da je dovolj sredstev v onih prejšnjih transakcijah in tako naprej, je dejansko neka funkcija, ki se šteje zadeve, pa pogleda, če so še proste in tako naprej. Z drugimi besedami, ne, se pa lahko tudi kupec in prodajalec dogovorita malo drugače. Napišete en program, ki rečete tako, zdaj, če se ta program izvede v true, potem se je transakcijo lahko izveden, če pa v false, pa ne morem izvesti. In takemu programu pravimo pametna pogodba. Z drugimi besedami, transakcija in preverjanje pravilnosti transakcije, ki smo jo pri Bitcoinu opisali s tem, da smo pogledali, če so sredstva na voljo, ne, plus to, da je zaporedje in tako naprej, ne, lahko ta preverjanje sredstev na voljo zamenjamo za kakršnim koli programom, ki preverja, ali je transakcija sprejemljiva oziroma pravilna. In ta kakršen koli program lahko se imenuje tako, kot smo rekli, pametna pogodba oziroma v angleščini smart contract. Ta stvar postane potem pa že zelo zanimiva. Pravniki se s tem zgodbe postavijo v eno zanimivo stvar, namreč na ta način lahko tudi računajo poljubne pravne posle na ta način bi s pomočjo transakcij izvajali. Pozor, namreč, ko smo govorili o transakcijah kot takšnih, ne, smo rekli, da transakcija ni nič drugega kot na nek način javna glavna knjiga ni nič drugega kot neko zaporedje opravil ali pa dogodkov, ki so se zgodili v času. Zaporedje in v času. Z drugimi besedami so to lahko tudi kakršnikoli drugačni dogodki. In te drugačne dogodke, samo da se dogajajo v času, lahko obravnavamo kot preprosto, kot neko podatkovno bazo, ne, ki je časovna podatkovna baza, v kateri lahko hranimo kakršnekoli že si bodi podatke. Zdaj pridemo pa do tistega, kjer je v bistvu bila tako imenovana killer application podatkovnih vložnih verig. Namreč izkazalo se je, da je, mislim, da je Walmart v Ameriki od IBM-a naročil izvedbo sledenja izdelkov, kar je v trgovinah zelo pomembna zadeva, namreč ne samo to, da slediš izdelkom, lahko tudi gotoviš na tej osnovi, kakšna je kakovost izdelka, ker prihaja po neki poti in je na ta način, ne vem, če se ne motim, iz 6 ur skrajšali so možnost sledenja na minuto in pol ali nekaj takega. In dejansko to je tista, ki je poleg seveda Bitcoina, ki na borzah kotira tako ali drugače,
in je pač neka špekulativna vrednost, ki jo ima, je v tem primeru čisto praktična uporaba v času in prostoru. Jasno, pozor, pri tem je zelo pomembno, ker je aplikacija, vemo, kakšna je, potem lahko seveda odvisno od te aplikacije potem tudi naredimo način sledenja oziroma vzdrževanja zaporednosti, kakršnega koli si želimo. In še zaključek, kam brati, splet, posta pa dve imeni, en je Satoshi Nakamoto, za katerega nihče ne ve, kdo bi naj bil, in ta je bil tisti, ki je začel z začetkom z te verige blokov. Je pa res to, da karkoli je on naredil, vse tisto, kar je naredil, je Nick Szabo že tam nekje v 90-ih letih dejansko naredil že sam model, mislim, da se je imenoval BitGold ali GoldBit ali nekaj takega, kot digitalnega denarja oziroma digitalnega zlata, ki je dejansko bil uporabljen ki se ga bi lahko uporabljalo za plačevanje. Tako da, kar zadeva tehnologije, je zadeva precej stara, 20 dobrih let. In zdaj postane mogoče tudi jasno, zakaj je ta veriga tukaj, zakaj kolo. Kolo pač poganja veriga. Zakaj kovanec? Kovanec je tista stvar, ki jo uporabljajo bizantinski generali za to, da pridejo do soglasja. In zakaj zdrava prehrana? Zato, ker s tem verigo, ki poganja kolo, lahko poganja tudi naš pogled na zdravo prehrano, ker izdelek, ki ga kupimo lahko v trgovini, lahko na ta način pregledamo njegov izvor. Tako, hvala za pozornost.